Gospod Mesec, vaše ministrstvo se kmalu ne bo več ukvarjalo le z delavci, ampak predvsem z delodajalci. Kakšni so vaši zadnji ukrepi, da zaščitite slovenske delavce? Najlepša hvala za povabilo. Kot minister za delo bom v svojih zadnjih izdihljajih vsem slovenskim delavcem zagotovil dodatni dela prost dan. Skoraj vsem. Kako to mislite, skoraj vsem? Glede na statistične podatke se 150 tisoč slovenskih delavcev dnevno prevaža na delo v Ljubljano, ker zadnje čase na avtocesti bolj kot ne stojijo in bodo ta čas prišteli v delovno dobo in jim omogočili koriščenje dodatnega praznika, ki se bo imenoval Dan svetega Darsa. Datum zaenkrat, če usklajujemo, najbrž bo to 3. maj, da se ljudje do konca strezajo, preden se vrnejo v službo. To je samo eden od ukrepov, z ostalimi bomo pomagali mladim, ki šele vstopajo na trg dela. Na kakšen način? Predvidevam, da nasprotujete uvedbi študentskega SP-ja, ne? Ne, nikakor. Mi predlagamo, da se poleg tega uvedeta še dijaški in osnovnošolski SP. Mnogo mladih Slovencev je namreč prisiljenih ustvarjati vsebine za Instagram profile svojih staršev influencerjev, za kar ne prejemajo plačila. Z uvedbo novih oblik mladoletne samozaposlitve pa bodo mladi svojim staršem lahko izstavili račun in jih v primeru neplačila preganjali po sodni poti. S tem bomo rešili tudi stanovanjsko problematiko, saj si bodo mladi preko sodne izterjave lahko prilastili stanovanj svojih staršev. Kot vidite, smo mislili na vse. No, skoraj na vse. Še vedno obstaja odprto vprašanje platformnih delavcev, ki jih je v Sloveniji iz leta v leto več, ne? Platformno delo je stvar preteklosti. Vemo, da v Sloveniji obstaja zakon, po katerem je delodajalec dolžan zaposliti zunanjega sodelavca, če ta večino svojega dela opravi za enega delodajalca. Zdaj, na podoben način bomo prisilili podjetja, da zaposlijo dostavljavce, ki jim dostavijo večino hrane. Zdravo. Čau, zdravo. Jaz imam eno dostavo za gospod Mesec. Mesec, narobe si zapomnil, Mesec. Ok. Ja, vidite. To je Hvala vaš, lepa. ja. To je naš novi zaposleni na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Zdaj, ker vsak dan dostavlja hrano za naše ministrstvo, smo ga bili dolžni zaposliti. Zato zdaj namesto platformnega dela opravlja redno zaposlitev za minimalno plačo. Si vesel, a ne? Niti ne. Ok, kot vidite, smo poskrbeli za vse delavce. Tudi v uradu predsednika vlade so bili prisiljeni zaposliti dostavljavca, ki jim je vsak dan dostavljal čevapčiče iz tofuja. Ne vem pa, kako bo zdaj z njegovo zaposlitvijo za naprej, ne? Ker Janša tega ne bo jedel. Ne? Zdaj, če bo izgubil službo, bo za to kriva vlada Janeza Janše. Ne? Jaz sem zdaj naredil, kar sem imel za narediti, zdaj lahko grem z mirno vestjo, odidem in tudi bom šel. Ne? Samo še ne vem kam. Najlepša hvala, gospod minister, v odhajanju in dober tek.